Labotka, medvedka, kje pa sta? Na najlepši travnik v švicarskih Alpah vaju pripeljem, vidva se mi pa takole skrivata. Dec z planine me bo iz hlač stresel, če vaju ne pripeljem nazaj. Tukaj sta. Najbolj, da vaju kar prevežem, da mi ne bodo spet kam ušli. No, kako se vama zdi? Saj vem, vama to ne pomeni kaj prav dosti. Vsak dan ista pesem. Tu na planini in dol v vasici se prav nikoli ne naredi nič novega. Daleč naokoli ni nikogar. Za družbo imam pa samo vaju. No, če ne štejem mame pa stare mame. Čisti dolgčas, ko bi se vsaj enkrat naredilo kaj novega. Kaj praviš, Labotka, a? Ti, lepotica moja. Danes imaš pa še posebej čedno bradico. Ja, sej ti tudi medvedka, no, ti tudi. No, kosici, mislim, da bo za danes pa še dovolj. Gremo kar domov. Soseda. O, Bogdaj, povej, soseda, je kaj novega na vasi? Joj, nič kaj zanimivega. Sem mislila, da imaš ti kakšno novico za mene. Dober dan, gospe. Bogdaj. Mestna gospa, ste se morda izgubila? Ne, točno vem, kam moram iti. Hvala. Čakajte, nekam z nami se mi zdite. Deta, si to res ti? Kaj pa je tebe pripeljalo nazaj na planino? Samo neko pravo moramo reči. Tale deklica je moja nečakinja Hajdi. Peljem jo k njenemu dedu. Čakaj, dedi s planine. Kaj ne misliš malega otroka peljati k njemu? Saj on je vendar čudak, samotar, nikoli ne zapusti koče in ne mara ljudi. Pa že leta ni prestopil cerkvenega praga. On res ni primeren za vzgoj otroka. Naj bo že kakršen koli. Hajde je njegova vnukinja, zato ji mora pomagati. Ko sta moja sestra in njen mož umrla, sem morala vsa skrb za deklico prevzeti čisto sama. Ampak tako ne gre več naprej. Ne morem si privoščiti, da bi zaradi otroka izgubila dobro službo, ki jo sedaj lahko dobim v mestu. 5-letne deklice vendar ne morem jemati s seboj v Frankfurt. Pa naj se še ded pobriga zanjo. Skrajni čas je, da tudi on kaj prispeva. Ampak deta... Ne morem se pregovarjati z vama. Že tako se mi mudi, da ne zamudim vlaka. Hajdi, kje si? To je pa deta. A tukaj bom sedaj živela? Ne, Hajdi. Tvoj detek živi še 1 uro hodaj iz vasice. Še više na planini. Daj pridi, da ne zamudiva vlaka. Pozdravljen, dedek! Dedek? Deta, kaj pa ti tukaj počneš? Pozdravljen, ded. Pripeljala sem vam Tobijevo in Adelajdino hčerko. Kaj pa naj jaz storim z otrokom? Ni drugače. Ostati mora pri vas, ded. Mislim, da sem za Hajdi storila dovolj. Imela sem jo 4 leta in zdaj ste vi na vrsti, da skrbite za njo. A tako? In če se mi začne dreti in tuliti za teboj, kaj naj potem storim z njo? To je vaša stvar. Tudi meni ni nihče povedal, kako je treba skrbeti za komaj leto dni staro deklico, ko sta umrla njena starša. Pa sem morala pri tem skrbeti še zase in za svojo mater. Pa sej planina ni kraj za 5-letnega otroka, no. Pa sej bo že prvi sunek vetra pahnil čez pečine. Vi ste njen edini sorodnik in skrajni čas je, da tudi vi prispevate svoj del skrbi za dekle. Vi ste zdaj odgovorni za njo, da se kaj ne zgodi. In verjamem, da si nočete naprediti na ukrepov. Govori mi stvari, o katerih nič ne veš. Zdaj pa je zgini nazaj tja, kamor si došla in ne prikaži se mi več. No, saj bo res za vse najbolje, da čim prej grem. Srečno, Hajdi. Adijo. Sviđa mi je tata biti. Dedek, kakšna sem? Ljuboča, Hajdi. Bo pa že nekaj storila za njih. Dedek, samo en stol imaš in samo eno posteljo.
Ja, ker živim sam. No, nič hudega. Saj lahko jem tudi stoje. Ne, Hajdi, ti že ne boš stoji jedla, no. Počakaj, le bova takole naredila. Takole. Kako se ti zdi? Čudovito je. Ampak, dedek, sedaj ti nimaš kam sesti. Sej, jaz lahko tudi stoje jem. Hajdi. Pa Bog požignaj. Pokušaj, dedek. Kako dobro, dedek. Daš, čuli, tukaj je še nekaj svežega kozjega mleka. Še nikoli nisem pila tako dobrega mleka. Lahko spava? Lahko spiš tudi v moje postelji. To pa ne. Kje boš pa potem ti spal? Tam gori. Gori? Tam je zelo za kozjo. To je čudovito! Tako mehko je in udobno. Kar tukaj bom spala. Lahko noč, dedek? Lahko noč, Hajdi. Preprosta je mila deklica. Upam, da se bo navadila življenje. Mislim, da bo tudi ona zbudila. Dobro jutro, Hajdi. Vstati bo treba. Dobro jutro, dedek. Kako je dobro, dedek. Še boljše kot včeraj. Dobro jutro, ded. Labodko in medvedko bom odpeljal na pašo. O, živijo. Kako ste lepi. O, Peter, danes si pa le točen. No, le glej, da boš dobro poskrbel zanjo. Dedek, saj ne misliš prodati kozic? Kje bova pa potem dobila mleko? O, ne, Hajdi, ne skrbi. Veš, Peter vsak dan pelje kozi, tam višje na planine, ker so najboljše pašniki. Prav zato je to mleko tako dobro. Aha, zdaj pa razumem. Joj, dedek, kako rada bi videla te pašnike. Tam je gotovo vse polno rožic. No, mislim, če si res želiš zraven, te lahko tudi Peter vzame. A res? A res? Ja, res. Čakaj. Na. Tule na Hajdi za napot, da ne bo bila lačna. Vse to je za Hajdi. Ja. Pa dobro pazi na njo, da ne bo padla v skale ali kaj. Ja, se bom potrudil. Pridi, Hajdi, pridiva. Gremo, kozi. No, tako. Danes bova pasla tukaj. Kako lepo je tukaj. Še nikoli nisem videla tako mogočnih vrhov. In kako svež zrak je. Občutek imam, kot da prvič diham s celimi pljuči. In med travo je vse polno rožic. Takšna so gotovo nebesa. No, res ne vem, na čim si tako navdušena. Meni se tu gori zdi vsak dan vse enako.
lačen, lahko poješ še moj Peter. Jaz sem se najedla že zjutraj. A res? Ne, ajde, ne moram pojesti še tvoje malce. Res, Peter, kar poječi ti kaže, da ne bova hrane nosila domov. No, hrano nositi domov bi bilo pa res škoda, no. Jaz bom malo zadremal, ti pa medtem pazi na kozi, da ne uide pa tam predaleč, no? Pedja, ti kar počipaj. Jaz bi medtem nabrala nekaj rožic za tetka. Kje ste sedaj kozi? Ne, Lobotka, ustavi se! Peter, zbudi se! Lobotka bo padla v prepad! Hvala ti, tole je šlo pa za las. Mislim, da je bolje, da greva kar domov. Kozi se očitno že dolgočasita tukaj. Joj, jaz bi pa tako rada ostala še tukaj. No, če hočeš, se mi lahko jutri spet pridružiti. A res? Ja, seveda. Veš, paša s tabo je bolj zabavna. Pa tudi vidim, da si hitra in znaš dobro s kozama. Mislim, da te bodo tudi oni dve veseli. Zdaj pa res najbolje, da gremo. Pri dedu moramo biti še pred temo. Peter gori! Hribi gorijo in sneg gori in nebo gori, vse v ognju! Ah, to ni ogenj. To je... No, v bistvu ne vem, kaj je to. Ampak tako je vsak dan, že od nekdaj. Morda pa bo dedek vedel, kaj je to. Pozdravljena. Ajdi. Peter, hvala, ker si tako popazil na njim. Ja, z veseljem. Se vidiva jutri. Povej mi, Hajdi, kaj si danes novega odkrila? O, dedek, tako lepo je bilo. Ves dan sem nabirala bele in rumene cvetlice. In prejle sem celo videla, kako so gorele gore. Peter mi ni znal povedati, kaj se dogaja. Ti pa veš, kaj ne, dedek? Viš, Hajdi, to napravi sonce, ko hribom vošči lahko noč. Pošljem svoje najlepše žarke, da ne pozabijo nanj, dokler se spet ne vrne naslednje jutra. Tako lepo greš sonce spat. Ampak kako se to zgodi? To sonce vsak večer reče, da mora spat. In to ga vsako jutro zbudi, da sonce ne zaspi. Viš, Hajdi, tega te tudi jaz ne znam povedati. Že od nekdaj je tako. Zdaj pa le spat, Hajdi. Jutri bo treba ostati sonce. O, dedek, prav vsak dan bi rada videla sončnih zahod. Dokler boš tukaj, boš lahko vsak dan uživala v nekaj vredi. Pa zdaj pa le hitro budi spat. Lahko noč, dedek. Lahko noč, Hajdi.
danes spet s Petrom na pašo. Danes pa, nažalost, Heidi, ne boš mogla nikamor iti. Zakaj pa ne morem iti? Viš, zima je prišla in zato ni več trave. Zbuli, tukaj je čaj iz gorskih zelišč, ki si jih nabirala med poletjem. Ampak ne razumem. Saj s Petrom že več mesecev vsak dan hodim na pašo. Zakaj danes ne morem? Ker je prišla zima, trave ni več. Ne razumem. No, zadnje čase bo res bolj vedno in je jutra kar dva prišla. Ampak trave je bilo pa včeraj še povsod. No, potem pa odpri vrata in mi poišči eno cvetlico. Sneg! Koliko snega! Joj, dedek, kako je lahko v eni sami noči zapadlo toliko snega? Saj snežna odeja višja od mene! Ja, dobrodošla v švicarskih Alpah. Kaj pa bova počela zdaj, ko je sneg? A lahko vseeno obiščem Petra? Veš, Heidi, Peter po zimi hodi v šolo, zato ima veliko dela. Pa prav tako v takšnem snegu ne moreš iti nikamor brez snežnih sani. O, kakšna škoda. No, ampak na srečo jaz imam sani. A res? A bi mi jih posodil, dedek? Ne, Heidi, v takšnem snegu ne boš mogla sama iti sanmi. Pa prav tako verjetno sploh ne veš, kje Peter živi. No, pravzaprav res ne vem. Ampak, ti pa veš, kaj ne, dedek? A bi bil tako dober in me peljal k Petru? Lepo, lepo prosim. No, pa naj bi bo. Hvala ti. Vidi, Heidi. Pa dobro se ogrni, da ne boš po poti zmrznila. Tako, pa sta prispela. Tu živi Peter z njegovo mamo in staro mamo. O, dedek, kako hitro sva se peljala. Tako čudovito je bilo. A ti ne boš stopil? Viš, Heidi, jaz nisem ravno v najboljših odnosih s temi ljudmi. Ti tako povej, jaz grem domov, potem pa pridem nazaj in te poberem. Bo to v redu? No, prav, dedek. Kdo pa je? Heidi, kje si Peter? Pardon, stara mama. O, Heidi, lepo te spet videti. Kako si pa prišla sem? Dedek me je pripeljal na sanih. Veš, kako hitra sva bila. A res? Dec Planinja te je pripeljal. Je tudi on tukaj? Ne, domov je šel. Rekel je, da ni najboljši z ljudmi, čeprav ne vem, kaj misli z njimi. Torej, bo vendarla nekaj resnice na tem, kar vam je povedal Peter Dec Planinja. Pa sploh ni mislili, da bi tako. No, to bi si mislil, da bo kaj takega sploh mogoče, da bi Dec Planinja pazil majhnega otroka. Bala sem se, da deklica pri njem ne bi zdržala niti 3 tedna. No, Heidi, Peter mi je že veliko povedal o tem, da je tudi bliže od tam. Pogodnica, kakšna je videti? Takšna je, kot je bila Adelaida, le oči ima črne in lase ravne, kot jih je imel Tobija. Zelo je bila podobna. Veš, stara mama je slepa, zato ljudi prepozna le po glasu in obliki obraza.
res ničesar ne vidite? Kako hudo mora biti, če si vedno v temi? Kaj res ni nikogar, ki bi vam lahko pomagal? Kako hudo mi je za vas? Ah, kaj bi. Pa saj ni nič, saj sem samo slepa. Veš, vsak mora nositi svoj križ in ta je očitno namenjen njim. Ampak veš, če svoje preizkušnje izločiš Bogu, je On pomaga sprejeti in tako se lahko v tebi naseli mir. Tudi zate pa si želela, da bi znala svoje križe izločiti Bogu in Gospodu. On ti je vedno pripravljen prisluhniti. Zapomni. Bog stara mama, ti pa res velika sestra. Morda veste tudi, da vsak večer soncu reče, da mora spati. To ga vsako jutro zbudi, da vstane. Dedek je rekel, da je bilo tako že od nekdaj. Ja, tete ima prav, ko je to rekel. Vsaka stvar se mora napisati. Vsaka stvar mora napisati. Tako kot nogavica, ki jo štrikaš, ali večerja, ki jo kuhaš. In zato je naša luno, sonce, zvezde in zemlja, vse to je ustvaril nas Bog. On pokazuje soncu, kdaj zaide, kdaj vzide in luni in zvezdam, kdaj in kako ne sveče. Kako velik je Bog, da je vse to ustvaril in da tako lepo skrbi za vse. Ja, včasih, ko sem še videla, smo ljudje brali pesmi, s katerimi smo se zahvaljevali Bogu za to naše prelepo naravo, ki nam je dal. Kako bi bila vesela, če bi se Peter naučil brati in bi mi povedal, ali je pobral s pesmi, ki so vsi uči. Ampak to očitno dan kot težko. Branje je pa res nekoristno. Na planini si nimam s njim kaj pomagati. Peter, ne govori tako. Branje in znanje sta zelo pomembna. Če bi znal brati, bi se lahko iz knjig naučil veliko novih spretnosti. Naprimer, kako popraviti streho. Bom pušča streha. Ja, ne vemo, če vam bo držala še za to zimo. Dragega krovca, pa nimamo denarja. No, saj denarja nimamo niti za bel kruh, da bi ga bi lahko jedli, stara mama. Kaj šele za streho? Zakaj pa stara mama ne more jesti tega črnega kruha? Ker stara mama nima zob, ta črn kruh pa je pretrd. Joj, videl si že nazaj. Moram iti, da me ne bo prav začakal. Nimaj, ne zaludaš se. Hvala vam za vse. In Boga. Bogom, Hajdi, nasvidenje. Adijo, Kajdi, pa še kdaj pridi. Tako prikupna desnica, tako dobro zna pripovedovati in tako dobrega srca je. Hvala Bogu, da je dec planine tako dobro z otrokom. Upam, da bo še kdaj puščil z nas. Zdaj imam končno na svetu spet nekaj, česar se lahko veselim. Dedek, prosim, moraš jim pomagati. Petrovi družini pušča streha in ti znaš to popraviti. Prosim, dedek, bi jim lahko pomagal. Veš, Hajdi, ne bi se rad utujal tujih ljudi, vtikal njihove zadeve. Vsak zase naj ve, kaj je dobro za njih. Ampak dedek, Peter strehe ne zna popravljati. Stara mama je slepa. Petrova mama pa tudi ne bi zmogla sama. Prosim, moraš jim pomagati, tako kot Bog uči. No, bom videl, kaj lahko storim. Takole, mislim, da bo to držalo. O, dedek, najboljši si. Hvala. No, zdaj pa le hitro domov. Pridem naj ujame moč.